Ko sem po odhodu v pokoj na Združenje kemične industrije predajal posle svojemu nasledniku Janezu Furlanu, sem mu med drugim omenil tudi to, da nismo izpolnili naloge, da bi kdo napisal zgodovino kemijske industrije v Sloveniji. Žogico sem dobil takoj nazaj, povedal mi je nekako takole: zdaj boš imel veliko več časa, panogo dobro poznaš, pa napiši to zgodovino kar sam. Rečeno, storjeno. Po 2 letih skrbnega dela se je pojavila koncem leta 2002 približno 200 strani obsegajoča knjiga večjega formata, v katero smo vnesli vse, kar nam je uspelo do tistega trenutka zbrati. Knjiga ima 2 dela. V prvem delu, splošnem, so opisana po posameznih obdobjih vsa dogajanja, ki so se na področju razvoja kemijske proizvodnje na naših tleh odvijale v tem času, vse od davnega leta 1500 približno, ko so v Idriji poleg pridobivanja živega srebra začeli na kemijski način proizvajati tudi atraktiven pigment cinober, pa vse seveda do današnjih dni. V drugem delu so navedene zgodovinski podatki za posamezna pomembnejša podjetja z tega področja. Ob močnem slikovnem gradivu in ustreznem besedilu je seveda prehojena potem tudi njihova zgodovinska pot. Da je od izvida knjige preteklo že 10 let, knjigi ne škodi. Vse je znano, da zgodovinski podatki z časom pridobivajo samo na vrednosti, ker se nova leta zmeraj dodajo, bi rekel, neke nove zgodovinske patine na tako področje. Tudi deleži pri opisovanju posameznih podjetij so zanimivi, ker so podatki, ki so bili pred 10 leti recimo še sveži, nekakšen sedanji čas, med tem časom postali zgodovinski. Dejstvo je, da se je v razmeroma burnih gospodarskih letih v tem zadnjem desetletju v marsikaterem podjetju marsikaj velikega spremenilo. Vsem tistim, ki vas torej zanima zgodovina ene izmed najperspektivnejših področij naše industrije, toplo priporočam, da vzamete knjigo ponovno v roke. Če knjige morda še nimate, vam bodo predstavniki združenja jo rade volje ponudili. In nikar ne prezrite gesla na začetku knjige, ki pravi nekako takole: kemiki darove narave proučujemo, spreminjamo, jih plemenitimo. Pri tem naj nam bo vodilo rek, ki pravi: vzemi tako, kot bi želel dati, daj tako, kot bi želel dobiti.